Spoštovani, nadaljujemo in sicer nadaljujemo s predstavitvijo slovenskega nacionalnega programa okrevanja, ki leta kar nekaj investicijskega potenciala, zdaj v prihajajočem srednjeročnem obdobju, in med nami pozdravljam gospod Moniko Kirbiš-Rojs, magistra, državno sekretarko v službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko in tudi, bi rekla, glavnimi akterkami pri pripravi tega programa okrevanja. Gospa Kirbiš. Zdi se nam pripravljena eno krajšo prezentacijo, zaradi tega, ker je teh podatkov res toliko, da drugače to ne mogoče spremljati. Je pa res, da je tudi gradiv ogromno na temo evropskih sredstev, tako da bi vas kar na začetku smerila, da vsa gradiva, ki jih sproti pripravljamo, tudi objavljamo na naših spletnih straneh, tako da za vse detajle si lahko tam pogledate, koliko so pa kakva vprašanja, smo pa tudi vedno na razpolago. Mi smo se videli pomladi, ravno lani v tem času pa smo, bom rekla, pripravljali načrt za okrevanje in odpornost. Zdaj pa smo v fazi trenutno, ko nekako finiširamo ta zadnji paket evropskih sredstev, ki nam bodo na razpolago do leta 2029 za področje kohezijske politike. Naša služba je predvsem v tej vlogi, da nastopamo kot koordinator za relacije do Evropske komisije, se pravi, upoštevamo vse njihove smernice in pa potem koordiniramo resorje pri sami pripravi teh dokumentov, medtem ko izvedba, se pravi, v obliki javnih razpisov, potrjevanja projektov pa potem poteka čez resorna ministrstva. Prej je bilo govora, koliko smo uspešni pri okrevanju po tej krizi, imamo tudi ugodno makroekonomske kazalce. Tudi rekla, da gre v bistvu za kombinacijo vseh ukrepov države, pomembno vlogo pri tem pa imajo tudi seveda evropska sredstva, ki so namenjena ravno temu okrevanju po pandemiji. Kar nam mogoče malo žalosti, glede na to, da so danes zbrane banke, je, da je v Sloveniji še vedno izjemni interes po subvencijah, se pravi nepovratnih sredstvih, medtem ko po teh povratnih virih, ki so na razpolago tudi v Evropski uniji, pa velikega interesa ni, z izjemno podjetij, ki tudi za ta sredstva kandidirajo. Kar se tiče same izvedbe, tudi Evropska komisija nekako usmerja, da se bodo programski dokumenti za evropsko kohezijsko politiko potrjevali nekje sredi leta 2022 za večino držav članic, to pa zaradi tega, ker je trenutno v obtoku res ogromno evropskega denarja. Recimo samo Italija ima iz naslova načrta za okrevanje in odpornost na voljo 200 milijard evrov. To so res ogromna sredstva in tudi zaradi tega se je tudi Evropska komisija prvič v zgodovini zadolžila. Zdaj, če se malo sprehodimo čez to prezentacijo, jaz upam tudi, da se v redu slišimo, ker imamo malo motnje, ne sama sebe slišim. Upam, da bo v nadaljevanju v redu. V glavnem dogovor glede večletnega finančnega okvira in pa instrumenta za okrevanje je bil sprejet na Evropskem svetu poleti lanskega leta in vse države članice smo v bistvu v okviru tega dogovora dobile znatna dodatna sredstva za lajšanje oziroma za okrevanje po krizi COVID-19. Kar se tiče instrumenta za okrevanje, v bistvu vidite, da imamo znotraj njega na razpolago Slovenija sama 3 milijarde evrov, od tega 705 milijonov posojil in pa 2,3 milijardi evrov nepovratnih sredstev. Tudi poudarila, da smo mi v tisti začetni fazi, ko smo načrt za okrevanje in odpornost dali, zaprosili zgor za dobro 700 milijonov evrov posojil, medtem ko 2,5 milijarde teh povratnih virov so nam še vedno na razpolago in za njih lahko zaprosimo do avgusta 2023. Je pa bila ta odločitev sprejeta zaradi tega, ker se država trenutno ugodno zadolžuje na finančnih trgih. Prav tako pa je bilo takrat, ko smo načrte za okrevanje oddajali, v bistvu nismo vedeli, kakšni bojo pogoji tega zadolževanja in zato smo šli res za tistimi prioritetnimi projekti oziroma vsebinami. Vse ostalo pa bomo potem lahko po potrebi tudi načrt za okrevanje dopolnili. Instrument za okrevanje je v glavnem razdeljen na te 4 sklope.
se pravi REACT-EU, to je v bistvu tisti dodatek v višini skoraj 300 milijonov evrov k staremu programskemu obdobju kohezijske politike 2014-2020 in ta sredstva REACT-a moramo porabiti do konca leta 2024, tako kot staro finančno perspektivo. Potem drugi sklop je sklad za pravični prehod, se pravi to, kar je na razpolago za regije v prehodu v brezogljično družbo. To sta v Sloveniji dve premogovniški regiji, in sicer Zasavje in pa Savinjsko-Šaleška. En manjši delček smo dobili dodatka tudi za razvoj podeželja in pa potem seveda mehanizem za okrevanje in odpornost, ki pa je v bistvu prezentiran v obliki načrta za okrevanje in odpornost. Kar se tiče pobude REACT-EU, tukaj smo se v bistvu res hitro angažirali, spremenili operativni program za staro programsko obdobje in teh slabih 300 milijonov evrov razdelili na 3 prioritetna področja. Se pravi za trg dela preko Ministrstva za delo, za gospodarstvo preko Ministrstva za gospodarstvo in pa potem za zdravstvo, se pravi za tiste najbolj ključne investicije v zdravstvo oziroma zdravstveno infrastrukturo, ki so bile leta in leta zapostavljene. En manjši del teh sredstev pa je šel tudi čez Ministrstvo za šolstvo za nakup opreme in pa zagotovitev oddaljenih dostopov v tistem trenutku, ko smo imeli največjo krizo in ko se je začelo šolanje nadaljavo. Zdaj, investicije, ki so v okviru tega podprte, so recimo ključni oddelek Univerzitetnega kliničnega centra v Mariboru. To je primer bolnišnice, ki je bila zgrajena po drugi svetovni vojni in se praktično ni obnavljala. Potem energetske sanacije kliničnega centra v Ljubljani, potem bolnišnica Golnik in pa številne druge, se pravi res tiste nujne zadeve. Kar se tiče zdravstva in pa potem tudi vlaganja v domove za starejše občane, se nam tudi zdi izjemno pomembno, da so te investicije omogočene iz evropskih sredstev, ker v bistvu nikdar v zgodovini evropskega denarja za te vrstne investicije ni bilo in tudi zaradi tega imamo posledično na teh področjih številne težave oziroma zastarele objekte. Kar se tiče domov za starejše občane, je iz REACT-a na primer Ministrstvo za delo objavilo razpis, ki je bil vreden več kot 90 milijonov evrov in dejansko so tudi investicije v tem trenutku že izbrane po celotni Sloveniji in bodo šli v izvedbo. Gre pa predvsem za to, da se obstoječi domovi nadgradijo. Recimo, da v prihodnje si ne moramo več privoščiti, da bomo imeli po 10 ljudi v eni sobi, ampak ravno zaradi primerov, kot je ta epidemija, je treba tudi ustrezno urediti standarde, se pravi ločene sobe za take primere, manj ljudi v eno sobo in tako naprej. Potem, kar se tiče načrta za okrevanje in odpornost, smo bili v bistvu med 13 državami članicami, ki smo ga v tistem zaželjenem roku, bom rekla, ker predpisanega roka ni bilo, ampak nekako orientacijski rok je bil 30. april 2021 tudi poslali na Evropsko komisijo. Ko smo začeli predsedovati, to je bilo 1. julija, nas je Evropska komisija tudi razveselila z pozitivno novico, se pravi, da je naš načrt strani Evropske komisije pozitivno ocenjen. Konec julija pa ga je potem potrdil še Svet Evropske unije, predtem pa v bistvu vsi evropski ministri za finance. Kot je rečeno že večkrat, v načrtu sledimo tako digitalnim ciljem kot zelenim ciljem. Glede na potrebe smo v Sloveniji celo večjo pozornost namenili v okviru načrta za okrevanje in odpornost zelenim ciljem. Šli smo na dobrih 42%, uredba je od nas zahtevala 37%, pri digitalnih vsebinah pa smo na dobrih 21%, uredba je od nas zahtevala 20%, ker pa seveda obe področji jemljamo zelo resno, je bila ustanovljena tudi služba vlade za digitalno preobrazbo, ki pa je zdaj nekako zadolžena, da vse te ukrepe na področju digitalizacije, ki so razpršeni po različnih ministrstvih, tudi pozorno spremlja in naš namen je vsekakor, da se ta denar čim bolj realno in pa učinkovito, se pravi za prave projekte na koncu tudi porabi. Čas za izvedbo načrta za okrevanje in odpornost je relativno kratek, se pravi zaključiti, da je treba do leta 2026, ki je jasno, da kolikor države temu ne bodo sledile, bo denar v bistvu izgubljen in pa bodo drugi dobili možnost tega črpanja.
Zdaj vsi verjetno se zavedate, kako je z izvajanjem projektov v Sloveniji, zlasti tukaj večjih infrastrukturnih. Predolgo traja zaenkrat ta izvedba, imamo še vedno težave pri večjih infrastrukturnih projektih, zlasti recimo z umeščanjem v prostor. Definitivno predolgo traja, ampak se trudimo te zadeve tudi čim bolj učinkovito reševati, ali pa sanirati, bom rekla. Kar se pojavlja na trgu, je tudi to, da se dvigujejo cene, tako da na nekaterih projektih ocenjujemo, da je možno, da bi prišlo tudi v realnosti do dviga cen za 20-30%, kar bi seveda pomenilo potem tudi težave pri zapiranju finančnih konstrukcij, ker mi enostavno ta sredstva več in manj dodelimo na projekte in potem nimamo rezerve, da bi to pokrivali z evropskimi sredstvi. Sami graditelji bodo pa te zadeve tudi težko reševali, tako da sem prepričana, da nas čakajo tudi izzivi še na tem področju. Zdaj, če si pogledamo sam načrt za okrevanje in odpornost, na kratko, vreden je torej 2,5 milijardi. Razdelili smo ga v 4 prioritetna področja, ki smo jih poimenovali Zelena Slovenija, Digitalna Slovenija, Pametna in trajnostna Slovenija ter Odgovorna Slovenija oziroma država blizu ljudem. Dokument je tudi v celoti objavljen, osnovni dokument ima 500 strani, plus priloge, tu so v bistvu obrazci dejansko predpisani, tudi število znakov, ki smo jih zmanjšali. Mi smo pa rekorder, tista država, ki je bila rekorderka po obsegu tega dokumenta, ne vemo sicer katera je, ampak je imela 50,000 strani. Kajti pri pripravi tega načrta za okrevanje in odpornost je bilo v bistvu treba predložiti vse, tu ne bo šlo za preverjanje stroškov za nazaj, ampak smo mogli vnaprej za vse zadeve predložiti ponudbe, tam, kjer pa ni šlo za konkretne projekte, pa smo morali dokazovati, kakve so primerljive cene v tujini. Recimo, če smo imeli neke domove za starejše občane, smo morali pogledati, kakšna je cena takega primerljivega objekta, ki ga mislimo mi delati v Sloveniji v tujini, če recimo nismo imeli te prakse še v Sloveniji. Zaradi tega je ta dokument tudi tako obsežen. So pa iz dokumenta lepo vidne časovnice. Mi smo morali za vse vsebine v bistvu določiti menike cilje, tako da dejansko tista ministrstva, ki so najbolj ključna, to je Ministrstvo za gospodarstvo, ker je potrebno res denar čim prej spraviti do podjetij, načrtujejo v letu 2022 iz načrta za okrevanje in odpornost že za okrog 500 milijonov evrov razpisov. Vsi razpisi Ministrstva za gospodarstvo so tudi zelo natančno popisani na njihovi spletni strani. Obstaja tudi video, v katerem pojasnjujejo, kaj bodo upravičeni stroški, kdaj natančno bo objavljen kateri razpis. In pa druge zadeve, kar se pa tiče Ministrstva za okolje in prostor, pa bodo prvi javni pozivi za lokalne skupnosti, se pravi za investicije v kanalizacijske sisteme in pa v vodovodne sisteme predvidoma na voljo že letos decembra in so tudi objavljeni že obrazci, ker lahko občine najavijo, katere projekte mislijo prijavljati. Skratka, hočem reči, da vse te zadeve se hitro odvijajo in skladno z tem, kar smo zapisali v dokument, ker tu bo tudi Evropska komisija zelo natančna pri sprejemanju teh menikov in ciljev. Države članice se ravno v teh dneh pripravljamo na revizijo Evropskega računskega sodišča, ki bo 7. decembra in tudi Evropsko računsko sodišče bo pregledalo, na kak način smo mi te dokumente pripravljali. Tako da zadeva je v bistvu zelo zahtevna in po drugi strani tudi zelo transparentna. Tukaj imate potem po vseh teh prioritetnih področjih še okvirni razrez sredstev. Skušali smo res realno oceniti, kakšne so potrebe v ta namen. Smo tudi v začetku zbirali projektne predloge, tako od ministrstva kot s terena. Teh je sicer prišlo ogromno za več kot 20 milijard, ampak smo vse znali po deležih približno oceniti, na katerih prioritetnih področjih so potrebe največje. Tako da zeleno področje je tisto, ki je najtežje, kot že rečeno, se pravi milijarda evrov, od tega približno polovica na nepovratnih sredstvih in polovica na posojilih. Tu sta tudi tako Ministrstvo za okolje kot Ministrstvo za infrastrukturo pristopila k temu, da bosta kombinirala povratne in nepovratne vire, ker bo s tem tudi možno podpreti več projektov, kot bi bilo sicer.
Potem sledi po teži področje pametne in trajnostne Slovenije, to je se pravi področje gospodarstva, od investicij v podjetja, potem raziskave in razvoj, kaj še imamo tu, digitalizacija v podjetjih in pa podobne vsebine, turizem, recimo tudi kultura, to bomo vse skupaj lahko podprli. Tudi za turizem in kulturo v prejšnjih obdobjih kohezijske politike sredstva žal ni bilo na razpolago. Digitalna Slovenija, tu smo dali večji poudarek na digitalne vsebine v javnem sektorju, zaradi tega, ker javnega sektorja v kohezijski politiki ne bo več možno podpreti, medtem ko digitalizacija za podjetja pa je vključena v pametno in pa trajnostno Slovenijo in bo to tudi Ministrstvo za gospodarstvo pri svojih razpisih upoštevalo, da bodo tudi te vsebine pokrite. Kar se tiče odgovorne države oziroma države blizu ljudem, tukaj pa, kot že rečeno, so zlasti investicije v zdravstveno infrastrukturo. V okviru načrta za okrevanje in odpornost se bosta podprli infekcijska klinika v Ljubljani in pa v Mariboru, potem domovi za starejše občane in pa kar precejšnji obseg sredstev bo šel tudi v stanovanjsko politiko preko Stanovanjskega sklada Republike Slovenije. To je pa potem ta zadnji paket, ki ga pa trenutno programiramo, se pravi, naša služba, ko smo zaključili z delom na načrtu za okrevanje in odpornost, smo ga dali v izvedbo na resorno ministrstvo, zaradi tega, ker v tem primeru ni potreben organ upravljanja kot v primeru kohezijske politike, ampak zdaj zadevo koordinira Ministrstvo za finance, tudi v relaciji do Evropske komisije, medtem ko sama izvedba pa je na ministrstvu, pri kohezijski politiki pa mi kot vladna služba ohranjamo tudi funkcijo organa upravljanja, kar pomeni, da bomo potem tudi malo bolj vključeni v samo izvedbo. Trenutno zadeve programiramo skupaj z Evropsko komisijo, ministrstvi in pa z deležniki. Zadeve so precej predpisane, skladne z evropskimi uredbami in sicer programiramo po tistih 5 temeljnih ciljih politik. Prvi cilj je pametna Evropa, potem zelena Evropa, tretji cilj je povezana Evropa, četrti je družbena Evropa, peti Evropa bliže državljanom, šesti cilj je pa potem poseben in se imenuje sklad za pravični prehod, ki sem ga že prej omenjal. Naša časovnica je takšna, da bi želeli na ravni vlade zadeve uskladiti do konca tega leta, potem pa bi se vzeli še prvo polovico leta 2022 za tista dokončna usklajevanja oziroma pogajanja z samo Evropsko komisijo. Želimo pa si, da bi bili tudi ti dokumenti nekako potrjeni sredi leta 2022. Glede na to, da pa imamo v obtoku trenutno precej sredstev, ki jih je predtem treba porabiti, pa nekako načrtujemo, da bi pa bila sama izvedba večletnega finančnega okvira 2021-2027 potem izvedena v začetku leta 2023. V osnovi se večletni finančni okvir deli na 4 sklade. Kohezijski sklad je na voljo za celotno Slovenijo, medtem ko Evropski sklad za regionalni razvoj in pa Evropski socialni sklad se potem ločeno prikazujeta glede na vzhod in zahod. Pripravljali bomo en operativni program, kar pa je tista največja razlika v primerjavi z preteklim obdobjem kohezijske politike, so pa stopnje sofinanciranja in pa obseg sredstev. Za vzhodno Slovenijo bo na voljo še vedno relativno visok obseg sredstev in pa stopnja sofinanciranja se ohranja na tej ravni, ki jo poznamo, torej maksimalno 85%, medtem ko za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija pa se zaradi njene razvitosti sama kolača pogača sredstev precej znižala in pa stopnja sofinanciranja je na 40%. Se pa vsi zavedamo, da imamo tudi v Zahodni Sloveniji nekatera območja, ki so celo slabše razvita kot v vzhodni Sloveniji in tem območjem, tudi zlasti ta obmejna, bomo pomagali z nacionalnim sofinanciranjem iz državnega proračuna. Zdaj, če si pogledate še razliko med samo vzhodno in pa zahodno Slovenijo, se pravi iz obeh skladov, če seštejemo Evropski sklad za regionalni razvoj in pa Evropski socialni sklad, bo na vzhodno Slovenijo, bo vzhodni Sloveniji pripadalo okrog 1,7
evrov sredstva, medtem ko v zahodni Sloveniji pa nekaj čez 500 milijonov. Tudi še poudarila, da so bila tudi pogajanja lani poleti za zahodno Slovenijo precej naporna, kajti izhodišče za Zahod je bilo nekaj čez 100 milijonov evrov, potem pa je pogajalska skupina tudi v tistem sklepnem delu pogajanj v bistvu zadnji dan uspela za zahodno Slovenijo izpogajati dodatnih 350 milijonov evrov. Sporazum o partnerstvu, to je v bistvu tisti prvi dokument, ki ga je treba pripraviti, oziroma ki ga bo treba najprej izpogajati z Evropsko komisijo. Ta je v bistvu več ali manj že pripravljen, tudi objavljen na naši spletni strani. Kar se tiče operativnega programa, pa smo pripravili izhodišča in tudi objavili. Celotni operativni program pa bomo objavili, ko bomo te finančne konstrukcije predvidene tudi po ministrstvih potem zaprli še na vladi. Tu, če se pogledamo še mogoče malo bolj podrobni razrez evropske kohezijske politike po teh ciljih politik, ki sem jih prej omenila, vidite, da spet tisti največji del sredstev odpade na cilj politike 3 in pa cilj politike 2. Tukaj gre v bistvu še vedno za infrastrukturne projekte, kohezijska politika to omogoča, gre pa zlasti za vlaganja v projekte na področju mobilnosti, tu je velik poudarek na železniški infrastrukturi in pa na okoljske projekte. Velik del pa odpade tudi na cilj politike 1, to je pa samo področje gospodarstva. Je pa tudi bistvena razlika med vzhodno in pa zahodno kohezijsko regijo. Se pravi, na vzhodu bomo lahko še vedno nekoliko več investirali v infrastrukturo. To je tudi dobro za banke, da veste, na katere projekte se pripravljate. Medtem ko v zahodni Sloveniji pa bo glavnina sredstva skoncentrirala na cilj politike 1, se pravi na vlaganja v podjetja in pa predvsej manj na infrastrukturo. Glede na čas, mislim, da imamo še približno 5 minut, bi se potem čez te cilje politike še na kratko sprehodili. Razlika zdaj med kohezijsko politiko in pa načrtom za okrevanje in odpornost je v tem, da če želimo ta denar nekako od Evropske komisije tudi pridobiti oziroma zapreti dokumente, moramo imeti izpolnjene tudi številne omogočitvene pogoje po posameznih področjih. Pogoj pri načrtu za okrevanje in odpornost pa so bile reforme. Se pravi, tam, če nismo napovedali reform, ki jih bomo dejansko tudi morali izvesti, prav tako ne bi dobili sredstev. Pri kohezijski politiki pa so to omogočitveni pogoji. Vse od cilj politike 1, se pravi to, kar bo šlo za gospodarstvo, je vezan na slovensko strategijo pametne specializacije, ki je trenutno v pripravi tudi na SVRK-u. Mi pri tem sodelujemo z vsemi relevantnimi resorji, ki k temu tudi prispevajo in nekako tudi računamo, da bo strategija pametne specializacije pripravljena v začetku decembra. Kar se tiče vlaganj v širokopasovna omrežja, recimo potrebujemo načrt razvoja gigabitne infrastrukture in vsi ti dokumenti so tudi na resorjih v pripravi. Potem za področje zelene Evrope, kjer bomo vlagali v energetsko učinkovitost, obnovljive vire energije, poplavno varnost, potem v oskrbo s pitno vodo, branje in čiščenje odpadnih voda, krožno gospodarstvo in tako naprej. Potrebujemo tudi številne dokumente kot podlago. Ključni so dolgoročna strategija za spodbujanje naložb energetske prenove stavb do leta 2050, energetski in podnebni načrt, potem operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, oskrbe s pitno vodo. Najbolj ključen pa je tudi tale operativni program za ravnanje z odpadki in preprečevanje odpadkov v Republiki Sloveniji. Tukaj je nekoliko zamud za pripravo, ampak verjamem, da bomo tudi vse to pravočasno uredili. Potem, kar se tiče povezane Evrope, tukaj je absolutna prioriteta vlaganja v železniško infrastrukturo, ampak ne v regionalne kroge, tega evropska kohezijska politika ne omogoča, ampak se moramo držati TEN-T omrežij. Želimo si vlagati tudi še v določene cestne odseke, tukaj imam v mislih zlasti naše razvojne osi, vendar so bila pogajanja, kar se tega tiče, že pri načrtu za okrevanje in odpornost precej naporna in bomo videli, kakšen bo zdaj odziv
Evropske komisije in pa potem še na nekaterih delih bi si želeli okrepiti kolesarsko omrežje in pa seveda trajnostno mobilnost v mestu. Omogočitveni pogoj za to strategija razvoja prometa do leta 2030. Kar se tiče družbene Evrope, to v bistvu za banke niti ni toliko zanimivo, ker gre zlasti za te mehke projekte, kjer vlagamo v izobraževanje, usposabljanje, potem v trg dela, aktivno politiko zaposlovanja in podobne zadeve. Potem, kar se pa tiče cilja politike 5, to pa je definitivno tudi zanimivo za banke v relaciji, kar se tiče sodelovanja z občinami, ker cilj politike 5 pa je namenjen zlasti teritorialnim mehanizmom, to so pa za mestne občine celostne teritorialne naložbe, za ostale občine bomo imeli vsebine v okviru instrumenta, ki bo podoben tem dogovorom za razvoj regij, ki jih trenutno poznamo. Potem pa še CLLD pristop, to pa je namenjeno zlasti manjšim projektom na podeželju, bom rekla, ki so vredni tam od 50 do 100 tisoč evrov in so za lokalno okolje tudi izjemnega pomena. S tem, da je mogoče zaključila ta hiter pregled, rekla bi še, da smo se tudi nekako odločili, glede na to, da se pogosto govori oziroma je kar dejstvo, da se nekako za raziskave in razvoj v Sloveniji namenja premalo sredstev v deležu GDP-ja, tako da smo nekako na vladni ravni sprejeli predlog, ki bo sicer še obravnavan, da se en del Evropskega socialnega sklada nameni oziroma preusmeri v Evropski sklad za regionalni razvoj in s tem se v bistvu ta delež sredstev usmeri v raziskave in razvoj. Kajti trg dela smo izdatno tudi podpirali, bom rekla, preko ukrepov v okviru OKP-jev v preteklem letu. Bomo pa tudi en del sredstev potem iz Evropskega regionalnega sklada preusmerili v centralni program Evropske komisije, to je pa Horizon Europe. Ta del sredstva bo potem rezerviran tudi izključno za naša podjetja in pa raziskovalne inštitucije, da bodo lahko kandidirali in s tem mislim, da bomo lahko tudi podprli res tiste kakovostne raziskovalne projekte. Tako da to je na kratko ta naš okvir, kar se tiče evropskih sredstev za naslednje desetletje. Res pa je, da mi vedno ko zadeve predamo potem v izvedbo, upamo tudi, da bodo dejansko kakovostno izvedene na terenu. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Kirbi, za ta sežet, bi rekla, pregled investicijskih priložnosti oziroma načrtov. Ste rekli, gre za dokument, ki je izjemno obsežen, in to tak, bi rekla, pregled ključnih elementov je absolutno zelo dobrodošel. Zdaj na začetku priprav gospodarstva in bančnega sektorja, so financirani teh projektov v zvezi z obsegom pričakovanj, kolikšna naj bi bila vloga bančnega sektorja pri zapiranju finančnih struktur, ki ste jih omenili. Preverjam oziroma sprašujem, če je razumevanje nekako pravilno zdaj na globalni ravni ocene Evropske komisije, je, da je celoten evropski paket pripravljen na način, da je pričakovati približno tretjino sofinanciranja bančnega sektorja predvsem. In tukaj to se pravi, kakšna je vaša ocena, ali lahko govorimo potem v tem kontekstu o oceni, da celoten program nacionalnega okrevanja pričakuje nekje do 35% soudeležbe financiranja bančnega sektorja v obdobju, če malo poenostavimo, samo tega neposrednega sofinanciranja v obdobju 26-27. Drugo vprašanje je vprašanje, kdaj pričakujete, da bodo te tri strategije, ki so bile zdaj tukaj omenjene in so pogoje, zato da se lahko začnejo projekti izvajati na nacionalni ravni, predvidoma dokončane in sprejete. In pa tretje vprašanje, bolj kar vaše potrditve, pričakovati je, seveda, oziroma se pripričana, da je tudi pogoj, da se pri
projektih, vsaj tistih, ki so take vrste, da jih evropska taksonomija že zajema, da morajo ti projekti seveda vsebovati indikatorje, na osnovi katerih se meri potem stopnja trajnostnosti ali pa prehoda predvsem pri okoljskih projektih v brezogljično energetsko učinkovito in tako naprej, da ta temelji na evropski taksonomiji, ki je sprejeta. Zakaj sprašujem, zato ker podatki, kvaliteta podatkov in pa enotna uporaba indikatorjev v gospodarstvu slovenskem in čezmejno je ključna tudi za to, da banke lahko predvsem te projekte pa ocenjevali z vidika zahtev, ki jih pa banke imajo za upravljanje tveganja. Hvala za vprašanje. Kar se tiče načrta za okrevanje, je ravno 1/3 predvidena. Preko tega bi se lahko vključevale banke, se pravi v obliki posojil. Zdaj tudi pri koheziji načrtujemo, da bo ta vključitev kot precejšnja, glede na to na obseg sredstev, da zahodna Slovenija bo stopnja financiranja načeloma samo 40%. Jaz mislim, da se bodo tam prijavitelji nujno morali posluževati tudi kreditov, predvsem podjetja, zaradi tega, ker tam enostavno ne bo mogoče zagotavljati sredstva iz nacionalnega proračuna, mogoče pri nekih javnih projektih deloma javno, ampak tudi tam računate, da bo bančni sektor seveda vključen, kar je tudi pravno, ker moje mnenje je, da tu precej zaostajamo v primerjavi z tujino in da bi se tudi mogli počasi navaditi na neke projekte, malo bolj inovativne, tudi v obliki javno-zasebnih partnerstev. S tem imamo še kar precej težav, oziroma je tega bistveno premalo, če se primerjamo z nekimi razvitimi zahodnoevropskimi državami. Potem dokumenti bodo v bistvu vsi pravočasno končani. Zdaj, če gledate, mi še vedno izvajamo kar intenzivno staro programsko obdobje. Približno 40% je za počrpati še iz obdobja 14-20. Zdaj se intenzivno začenjajo tudi projekti iz Reacta v višini teh slabih 300 milijonov. Potem načrt za okrevanje je dokončan, gre zdaj v intenzivno izvedbo, tako da mislim, da bo leta 2022-2023 tretji izjemni pritisk na izvajanje načrta za okrevanje in odpornost. Glede na zastavljene mejnike, potem pa se bo temu pridružila še kohezija. Mi res računamo v 2022 tudi vse te potrebne strategije, ki so podlaga zaključiti. Tudi vsi resorni ministri so s tem seznanjeni, imamo pripravljene natančne časovnice. Res pa je, da vedno prepetamo tudi glede na trenutno razmerje, da nam pač ti zakoni, ki smo se jih zastavili tudi drugo čez, recimo zakon o dolgotrajni oskrbi, bi tak primer, to nam je pač ključno, da lahko potem tudi zadeve izvajamo, ampak zaenkrat kaže, da bo vse pravočasno. Razpisi iz kohezijske politike pa definitivno v letu 2024 prej dvomim. Glede na to, da tudi mislim, da administrativne kapacitete so omejene, tako na državni ravni, kot tudi na ravni prijavitve, se pravi, gremo po vrsti. Definitivno največji pritisk, če pa vse skupaj seštejem, bo leto 2023, 2024, 2025, takrat se bodo vsi projekti izvajali, tudi načrt za okrevanje se bo počasi zaključeval. Kar se tiče indikatorjev, tu smo bili zelo natančni pri načrtu za okrevanje in odpornost, biti pri vsakem vsebinskem poglavju smo morali trajnost oziroma doseganje zelenih ciljev, digitalnih ciljev opisovati. Plus tega smo imeli tudi natančno predpisane z uredbami Evropske komisije kode za posamezne projekte, za posamezne vsebine. Natančno se je vedelo, koliko katera vsebina k temu prispeva in to je bilo skladno z to EU zakonodajo taksonomije. Prav tako nas zdaj ti kriteriji vežejo pri kohezijski politiki. Tega prej nismo bili navajeni, to je tudi novost, tako da se tudi ta praksa stroga, kar se tiče teh ciljev, prenaša tudi na kohezijsko politiko. In tudi tu bomo mogli v bistvu vse vsebine preveriti, preden bomo oddajali dokumente na Evropske komisije oziroma pred potrditvijo bomo morali vsa ta merila izpolnjevati. Tudi ministrstva vedno sodelujejo pri teh dokumentih, tudi vejo, k čemu smo se zavezali in oni bodo potem te kriterije morali izpolnjevati tudi pri samih razpisih. Ja, hvala lepa tudi za te dodatne odgovore oziroma potrditve in pojasnila. Jaz ne vidim, da bi bilo ta hip kakšno vprašanje tudi iz publike oziroma zaprošeno.
Tako da zaradi cilja, da smo približno v časovnih okvirih, kot so bili predvideni, se vam zahvaljujem še enkrat za vaš čas. Upam, da ste še ostanete z vami naprej, zato da spodbujate priporočamo še za nadaljne sodelovanje v različnih fazah udejanjanja diplomatskega doktora. Rečeno, pričakovanje je, da bo bančni sektor tukaj podprl te investicijske načrte oziroma investicije in seveda tudi interes bančnega sektorja je, da je pravočasno na voljo za to. Hvala lepa, gospod Kirby Širovski.